zunanje politike v zadnjem letu. Kot ste lahko razbrali iz te naslovne strani, gre za lovorike brez dosežkov. Se pravi, delijo se medalje, delijo se lovorike, vendarle pravi dosežkov, kot se mi zdi, ni bilo. Glede, če primerjamo naš čas Janševe vlade in sedanje vlade, seveda moramo ugotoviti, da je nekaj razlik, ki so objektivne narave. Naš čas je bil zvezdni čas. Dejansko čas, ko je Slovenija, ko rečem, strmo se vzpenjala po lestvici svojega ugleda, popularnosti in tako naprej, dobili smo zelo odgovorne naloge v mednarodnem življenju, od predsedovanja OVSE do predsedovanja Evropski uniji in dejansko to je bil izziv, ki je neponovljiv. Tako da lahko marsikaj očitamo sedanji vladi, ampak tega in ne moramo očitati, da ne predseduje Evropski uniji. No, če bi predsedovala, bi bilo seveda zelo slabo. Torej, splošna ocena je, da smo v času nekega padca, nekega razočaranja, ohladitve, antiklimaksa, kot se reče. In to je nekaj, kar prav je objektivni okvir te naše razprave, oziroma te naše kritike. Tisto, kar se mi zdi meni in našemu odboru in mojim kolegom najbolj sporno pa je, da se poskušajo težave in primanjkljaji na področju zunanje politike kompenzirati na ideološki način. Ideologija je zelo v ospredju zunanje politike v sedanjem času. Ko govorim o novi strategiji ali pa o novi zunanji politiki v tem času, odkar imamo novo vlado, je dejansko mogoče ugotoviti, da zunanjo politiko vodijo z ideološkim predznakom, na ideološki način, z veliko ideološkega aparata, ideoloških inštrumentov. Predvsem seveda ugotavljamo, da se zelo pogosto poskušajo notranjepolitični problemi zamegliti z zunanje političnimi, kot slišimo, dosežki, pa vendarle se mi zdi, da to prav v zadnjem času tudi to ne uspeva več popolnoma. Tisto, kar opazimo, ko gledamo dokumente in ko spremljamo izjave na področju zunanje politike v Sloveniji v tem času, je, da se nekako izgublja smisel za nacionalni interes. Celo v dokumentih ne bomo več našli besed kot narod, osamosvojitev, neodvisnost, Slovenija kot samostojna država in tako naprej. Veliko je govora o nekem medkulturnem, medetničnem prostoru, kjer se stvari dogajajo v mednarodnih odnosih. O tem, da mora zunanja politika braniti nacionalni interes, o tem ne slišimo oziroma ne vidimo, ne čitamo. Dejansko po nekaterih, predvsem po kadrovskih nekaterih rešitvah vidimo, da se poskuša rehabilitirati jugoslovanska politika in jugoslovanska diplomacija. Ko govorimo o jugoslovanski politiki, mislim tudi predvsem na nov interes za neuvrščenost ali, kot sem nekje prebral, ne smemo se sramovati tradicije neuvrščenosti. To je seveda za državo, ki je članica Evropske unije in NATO nekam nenavadna izjava. Govorim torej o delu Pahorjeve koalicije. Na splošno bi lahko rekli, da je manj kot za reševanje problemov zainteresirano za njihovo vzdrževanje. En od zanimivih pojavov v zunanji politiki v zadnjem času je kadrovska politika, kadrovska čistka. Vi veste, da smo bili ob začetku tega mandata, oziroma ob koncu našega mandata soočeni s intervencijo predsednika republike in seveda tudi celotne Pahorjeve koalicije, kar je povzročilo, da smo bili priče odlaganja veleposlaniških imenovanj, in sicer na strateških mestih Washington, Moskva, Berlin, Dunaj. Ta mesta so bila več kot pol leta nezasedena
kar gotovo ni imelo pozitivnega vpliva na to, da bi se lahko Slovenija branila oziroma da bi ustrezno prezentirala svojo politiko na ravneh in v kontekstih, kjer je to nujno potrebno, recimo, ko gre za težave s Hrvaško.